Na vrsti je prvi videoposnetek in lahko si predstavljate, da ni bilo preprosto mojemu kolegu Darjanu, ki tam skupaj s Francijem, to sta ta naša dva mušketirja, ki skrbita za tehnično izvedbo večine ali pa vseh naših dogodkov, ni bilo lahko Darjanu iz večurne prireditve 1. junija lani, torej odprtja Evropskega leta, izbrati izjave, ki odražajo najbolje, kar se da najbolje duh tega dogodka, sporočila tega dogodka v 7 minut. Tako da poglejmo si, v kakšni meri mu je to uspelo. Nam se zdi, da kar izvolite. Evropsko gospodarstvo srečuje za pomanjkanjem delovne sile, s pomanjkanjem tudi ustrezno usposobljene delovne sile. Seveda zaznavamo še en primanjkljaj in to je primanjkljaj ustreznih veščin, spretnosti, znanj, kompetenc. Po ocenah raziskave Eurofounda naj bi več kot 46% odraslih v Evropski uniji, kar je približno 128 milijonov ljudi, potrebovalo dodatno usposabljanje. Ni naključje, da je pomanjkanje delovne sile in nezasedenost mest najbolj opaziti v sektorjih z najnižjo kakovostjo delovnih mest. Torej tam, kjer je po eni strani zahteven širok nabor znanj, spretnosti, kompetenc, po drugi strani pa so delovna mesta fizično in psihološko zahtevna, ne ponujajo neke fleksibilnosti delovnega časa, možnosti napredovanja in predvsem ne dostojne plače. Zavedamo se, da je v evidencah Zavoda za zaposlovanje vse manj brezposelnih, da je potreba po novih delavcev vse večja. Delodajalci sporočate o tem, da kadrov ni. Skoraj polovica delovno aktivnih v Sloveniji se spoprijema s pomanjkanjem digitalnih spretnosti. Šibke digitalne spretnosti so pri starejših, nizko izobraženih, osebe z majhnimi, nizkimi dohodki, priseljenci, brezposelni, neaktivni. Podobno je tudi, kar se tiče odstotka IKT strokovnjakov med vsemi zaposlenimi. Ta je trenutno v Sloveniji približno 4,7, evropsko povprečje je sicer še nekoliko nižje, cilj do leta 2030 pa je 10%. Se pravi, digitalni prehod tudi vas ne bo zaobšel, a ne? Ne, ni bojazni. Ob skrbi seveda za ohranjanje. So mlinarji na hrbtih vreče metali čez to še 20 let nazaj. Danes imamo žensko, ki sedi za računalnikom in tipka kamere vereča moke, ne? Pa greste gledati, kje smo pri inovacijah na človeških faktorjih, to se pravi mehkih, jaz jim rečem power skillsi, zelo nizko. In kje smo še posebej nizki? Vodstvene kompetence. Slovensko gospodarstvo je izredno razdrobljeno, hkrati tudi izredno drobno. In v Sloveniji imamo 98,8% malih in srednjih podjetij. Znotraj tega je več kot 90% malih podjetij in velika večina teh malih podjetij je mikropodjetij, se pravi do 10 zaposlenih. In pri njih je zaposlenih 50% vseh zaposlenih v gospodarstvu. Slovenski kmet je dobro vedel, da ne bo dobil pomagačev na kmetijo, če z njimi ne bo lepo ravnal. In v bistvu dober gospodar je vedno v slovenski zavesti tisti, ki je rad dal, ki je dobro plačal in je bil vselej pripravljen pomagati ubogim. Mehanizmi so promocija vključevanja naložb v izobraževanje in usposabljanje. Povezovanje deležnikov, da vsi, ki delamo na področju izobraževanja in usposabljanja, delujemo enotno, se povežemo in delujemo k skupnemu cilju. Usklajevanje želja ljudi s priložnostmi na trgu dela. Ter seveda privabljanje talentov iz tretjih držav. Ukrepi aktivne politike zaposlovanja so programi, s katerimi država spodbuja povečanje zaposlenosti, zmanjšanje brezposelnosti, s čimer tako imenovano regulira stanje na trgu dela, spremenjujoče se razmere na trgu dela, odpravlja neskladja. Delati moramo pa absolutno med inštitucijami, da se povezujemo, da vsi ti ukrepi, kateri bodo na voljo vam, tako kot vam posameznikom, zaposlenim, kot inštitucijam, podjetjem, da bomo imeli tle povezane vsebine, ki se bodo dopolnjevale, da vemo drug za drugega in da jih znamo uskladiti. Absolutno sem mnenja, da tudi na zbornici
pri vseh teh aktivnostih obstaja prostor za izboljšave, tudi pri nas. In seveda vsi vabljeni, ki bi želeli z nami sodelovati, dodati kaj k našim izobraževanjem, smatrate, da bi skupaj lahko naredili več na tem področju, naša vrata so odprta in veseli bomo vsakega sodelovanja in nadgrajevanja tega, kaj tu počnemo. Z našo svetovalno službo, z javno službo, mi lahko nadomestimo vaše kadrovske delavce, kar pomeni, da vam lahko ta del pokrijemo. Opozarjam na to, da imamo izkušnje tudi iz razpisov evropskih, temeljne in poklicne spretnosti, da imamo povezave s firmami, da smo prilagodljivi, da imamo usposabljanje. Odrasli bi mogel v nekem svojem temeljnem izobraževalni poti pridobiti te kompetence za nadgrajevanje svojega znanja, sploh za iskanje tega znanja in ga potem kot odrasla oseba, bodi si formalno ali pa neformalno, samostojno, če je temu tako, pridobivati, nadgrajevati. Mi smo vsi že kar precej stari ljudske univerze, nekatere smo imeli v lanskem letu že 100-letnico, to se pravi, da imamo tradicijo, da imamo kakovost, da smo javne organizacije, to se pravi, da nadzirajo našo kakovost. In treba se je zavedati, da je izobraževanje odraslih, udeležba pri učenju bistvena, da pridobimo tiste kompetence, ki jih bo trg dela potreboval. Skupaj lahko gradimo mostove med izobraževanjem, gospodarstvom, javnim sektorjem ter civilno družbo, da bi ustvarili okolje, v katerem se lahko vsak posameznik razvija. Izkoristimo torej moč spretnosti, da oblikujemo prihodnost, ki bo vključujoča, trajnostna in uspešna za vse. In v duhu sodelovanja pozivam vse, da dejavno sodelujemo pri tej pobudi. Skratka, vse si lahko pogledate na spletni strani. To je 27. andragoški kolokvij oziroma odprtje Evropskega leta spretnosti. In veliko besed je bilo tudi tam izrečenih, smo pa tudi prešli v dejanja. Eno od dejanj je bila nedavna zadeva, in sicer imenovanje Ministrstva za delo. In sicer je sedaj vzpostavljena medsektorska projektna skupina za Evropsko leto. Boste rekli malce pozno, ker se uradno leto že izteka, ampak niti slučajno prepozno, kot vidite, vsi govorci omenjajo nadaljnjo skrb za problematiko spretnosti, tako da imamo danes tukaj tudi predstavnike 9 ministrstev, kar je tudi čisto v duhu našega nacionalnega programa. Vse je v redu. Vse je na pravi poti.